Poglejte posledice poplav na Kamniškem. To je, glejte, neverjetno. Avto čisto zasut s kamnom. Mislim, sam direkt za odprt. Ne moreš verjeti. Noro res. Jaz se nahajam v dolini Kamniške Bistrice. Povabil me je Matjaž, ker bo spet delal en dobrodelen dogodek za ljudi, ki so pač bili prizadeti v poplavah. Pa me je malo pripeljal sem, da mi pokaže, kako je. In vidite, tukaj smo pred enim avtom, ki ga je čist uničilo. In tle je res videti, koliko je to voda uničila, kaj na široko. Rekel en takle mečkana reka, kaj je vse naredila. Boš pa ti, Matjaž, malo več povedal o tem vašem dobrodelnem dogodku, ki ga imate. Zdaj, če pogledamo ta avto od zadaj, take so podobne tem avto so hiše in ljudje so brez hladilnikov, torej vse jim je zalili, odnesli, poškodovali. In zbirali bomo za osnovne stvari, hladilnike, pomivalne stroje, jogije in tako naprej. In ta dogodek se bo zgodil 15.9. in sicer na način, da bomo z našimi sponzorji, z našimi dobavitelji, vse ljudi, ki bojo prišli, počastili z vrhunsko kulinariko, seveda pričakovali pa dobrodelne darove ljudi, s katerim bomo nakupili vse potrebno, kar rabijo. Javili se nam je 10-11 glasbenikov, ki bojo imeli 5 ur glasbenega programa in jaz mislim, da bo to en vrhunski dogodek. Že za pogledati bo to. Mislim pa, da na zadnjem dogodku je bila taka energija dobra, da se človek kljub tej strašni tragediji dobro počuti. Koliko znamo ljudje skupaj stopiti, koliko gremo nasprot in koliko takrat ni pomemben, kdo je kdo, ampak kdo je koliko nasankov. In zato vas vabim, pridite, dobro se boste imeli, pa še nekaj, dobro se boste počutili, če boste tem ljudem pomagali. Verjemite mi, da je dober občutek. Se popolnoma strinjam z Matjažem, tako da pridite, že prvi dogodek je bil super. Dobra kulinarika bo, se pravi, se boste dobro najeli, pa še pomagali bo. Tole je Kamniška Bistrica po poplavah. Glejte, koliko je to vse na širok, vse razdejala. Tukaj z nami je gospod Zlato. Ja. On je en od teh, ki je tukaj v tej dolini najbolj nastradal. Tukaj ste vi imeli čisto vse zasuto, ne? Ker tukaj zadaj je plas. Ne? Plas, ja. In kako vam je tudi voda not udrla, ne? V hišo verjetno, ne? Čez okna je razbil šipe in je voda zasula ves kompleten spodnji štuk. Ja. In kogar sem zdaj slišal, vi zdaj tudi hladilnika nimate, na mokrem spite in tako naprej. Ja, noter je v glavnem spodnji konec je uničen. Ni zažvet noter. Hiša je pa, hvala Bogu, ostala cela. Hiša je pa ostala, to pa hvala Bogu. Kako ste se pa vi počutili, ker tukaj dol teče Kamniška Bistrica, to je bilo kar visoko, je bilo vas kaj strah? Zelo, ker sem že doživel leta 90, so bile tle tudi hude poplave. Ja. In je tudi tle pod našo hišo je utrgal pol ceste. Gor hišo v Kamniški Bistrici številka 1 smo pa reševali hišo, ker se je temelj videl ven. In je tudi pol cesto utrgal naenkrat gor. In tudi avto polnaš je bil gor 14 dni. Ja, tako da je bilo zelo, zelo hudo. Ja. Tukaj le vidimo kar nekaj plazov. Koliko ste rekli, da jih je? 7 plazov na 50 metrih. Ja. In vas je zdaj tukaj kaj strah spet, ker lahko se to utrga, kaj pa veš, ne? Vsak deževje, ki je fajn, me skrbi. Me skrbi, da bo kaj priletelo za hišo. In kako bo zdaj pa to sanacija? Bo kaj država pomagala? Ja, danes so mi obljubili, da so prišli z občine, danes tlele popis škode, da pač bo občina pomagala in tudi država. Obljubili so, zdaj pa kaj bo pa od tega, bomo pa videli. Ja. No, tukaj z nami je tudi Matjaž Zorman, on pa organizira dobrodelni koncert, boš Matjaž malo več povedal.
tako, kot je Zlatko povedal, te stvari se dogajajo zelo počasi, ljudje pa rabijo osnovne stvari, od hladilnikov, postelj, jogijev in tako naprej. In zato pripravljamo, da bo to urgentna zadeva, da bo hitra. 15. septembra dobrodelni dogodek za ljudi Kamniške Bistrice. Se pravi, vse, kar se bo takrat zbralo na tem dogodku, bo šlo za potrebe teh ljudi. Zato vas vabim, bo vrhunska kulinarika, v glavnem vso bomo razdelili med ljudi, ker je tudi sponzorska, sponzorji sodelujejo, smo jih pritegnili, in pa bogat glasbeni nastop, vključno z krajevno godbo, Wernerjem, Tanjo Zajc-Zupan in tako naprej. Skratka, en vrhunski dogodek se je pripravljal. No, to bo nekaj podobnega, kot je bilo že za Verdana, če se ne motim. Ja. In zdaj, da bojo to gledalci dobro razumeli, oni bojo dobili brezplačno za jesti vrhunsko kulinariko. Ja. Seveda se bo pa od njih pričakovali, da bojo pač nekaj dali za... Gre za dobrodelni namen, gre za dobrodelni dogodek in mi bomo delali dobrodelno, sponzorji so dali dobrodelno, seveda od ljudi bomo pa pričakovali, logično, da nekaj zataknejo za te ljudi. Ko se bo to zbrali in bomo pa kupili vso to belo tehniko, posle in tisto, kar rabijo. No, to je namen dogodka. Seveda, po drugi strani je pa tudi mečkan, da jih izpostavimo, ker Kamniška Bistrica in vsa Škoda in vsi zapleti so mečkan zapostavljeni. Nikjer resno o tem se praktično ne poroča, problemi so pa hudi. To se strinjam, da so problemi hudi, sam običajno se to posod naredi, da malo pozabijo na njih. No, zdaj gremo pa dol pogledati, kako je to bilo. Sicer to je zdaj že vse očiščeno, ampak gledajte, vidite. Očiščeni je pa precej, smo očistili, kakor se je dalo. Je pa to so še dogodki, ker je to. A tukaj zdaj s tem malo sušite? S tem sušimo vlagove. Čeprav je vlaga, je polne vlage. Aha, ker? Tam pa klet, samo je tudi stena uničena. Odkje si pa ta sušilc dobil? To me boj. To sem pa dobil to so pa Polake pripeljali na Brm, ki je pa prišli z avionom in so mi naš domač gasilca, prostovoljno gasilsko društvo Kamniška Bistrica, prav Ljučarjev me je pripeljal. Tako da se prav lepo zahvaljujem in mi je že zelo veliki sušil. Če ne bilo še hujš, da le vlagemo. Ko sem pred približno 3 tedni tukaj šel mimo z Matjažem Zormanom, je tukaj bil sam tisti betonski most, ki je bil na pol porušen. Lejte, zdaj 3 tedne potem, pa lejte, že kovinski, že lepo postavljen, dobro, treba potem še, rekel, poasfaltirati pa to, ampak gre hitro, tako da vsa čast.